dan, gospod Koželj. Dobar dan želim. Zdravljeni. Moram takoj na začetku povedati, da sem noro navdušen nad biciklom. To ste se vi spomnili? Ne čist jaz. To je v bistvu dozorevalo nekaj časa kot vsaka dobra ideja. Mora imeti nek čas. Ne? V bistvu so se to domislili na Zavodu za turizem. Super. To je zelo pomembna, zelo pomembno dejstvo, ne? Okay. Da so v bistvu oni začutili, da bi Ljubljana rabila nekaj tako koristnega pravzaprav in verjetno ponudila turistom najprej. Ne? Ravno to, se pravi, največ vozijo, uporabljajo turisti ali lokalci? Ne, se v tem je bila mogoče pa ta zmota. Ne? Jaz sem seveda to pobudo povzel in ko smo šli prvikrat v Pariz, sem se prijavil pri podžupanu in sem ga poskušal nekako zaslišati, ne? Kako so pa tam upeljali pač ta znani velo in kako jim je uspelo, ne, pravzaprav prepričati predvsem prebivalce tega mesta, ne, tega vele mesta, da v bistvu preidejo iz avta in predvsem iz javnih sredstev, ne, z metroja potem na kolo. Ne. In on me je potem upeljal v te skrivnosti, on me je pripravil eno predstavitev, sem bil zelo vesel. Tako da sem v bistvu vse si zapisal, vse zapomnil in mi smo točno na isti način, kot so ga upeljali v Parizu, upeljali tudi v Ljubljani. In kako uspešen je? Jaz recimo sam opazam, da se veliko ljudi vozi z biciklom, da se stalno nekaj dogaja. Kaj pa številke pravijo? Ne, številke pravijo, da smo pač eno od najuspešnejših mest. Ne? Če se dobro spomnim, smo se boljši tudi v Pariza. Ne? Boljši od Pariza? Ja, menda te številke so približno podobne tako lionskim, recimo. Okay. Ampak pomeni, da smo v bistvu evropski prvaki. Ne? Evropski prvaki v tem izposoji? Tudi v mestnem kolesarjenju z mestnim kolesom. Ne? To je pomembno dejstvo, tega se premalo zavedamo. Še pred Pogačarjem. Ne? To sem se hotel navezati. Se pravi, že z biciklom smo nažgali Francoze. Tako, pa ne sem Bratore, smo seveda tudi Dunajčane in druga mesta. No? Predvsem zato, ker se v bistvu kolo vsak dan uporablja 7 do 8 krat. Ne? 7 do 8 krat vsako kolo? Eno kolo. Ne? In to je pomembno. Ne? Kako učinkovit je ta sistem v uporabi. Ne koliko je velik, koliko je razsežen, koliko je obsežen, ne? Ampak kako on živi in kako se razvija. Zdaj, letos praznujemo, kot veste, tudi 10-letnico obratovanja, ne? Rečemo avtomatskega sistema za izposojo mestnega kolesa, ki ga upravlja pač tako kot v Parizu in v Lyonu in drugod firma Deco. Ne? In mi smo šli pravzaprav po poti prepričevanja od vsega začetka z zelo močno promocijsko, bi lahko rekel, strategijo. No? Zaprav Ljubljana, ko je bilo postavljenih prvih 10 postaj, je bila vsa preplavljena s temi kolesi, oni so veseli iz hiš in skratka, baloni so bili vse okoli in to je bilo eno vedro vzdušje, ne, ker bo treba pravzaprav nekaj novega upeljati v eno dost, bi rekel, kaj svem, zaspano še tedaj, ne, mestno skupnost, ne, ki predvsem stavi, se tudi danes še v veliki večini, predvsem na avtomobile. No. Vsaka taka novost vendar zbuja neke dvome, ne, bo se to obneslo, bo to vsem kradl, ne, čeprav je v bistvu tega kolesa, da ga ne morem beno krst, ne, a se bo to vse kvarilo, ta kolesa, čeprav je v bistvu spet tega sistema, da so kolesa praktično neuničljiva, ne, in skratka sami pomisleki, ampak potem s časoma smo prišli iz 10, ne, če se ne motim, le na 73 postaj. To se pravi iz 100 na 730 koles, s tem, da imamo nekako zračunano, da ko pridemo do 800 je celo mesto pokrito s temi postajami in v bistvu ne bi rabili več. Kajti te postaje so po celem mestu razpršene. Ne? Začeli smo se do mestnega središča, kar je logično, kot tudi druge projekte, ne? Smo začeli v mestnem središču in se potem pomikamo proti robovemu mestu in seveda najpomembnejši korak je bil, ko smo končali na teh terminalih, na prestopnih postajah, ne, kjer ti parkiraš, ne, in seveda prestopiš potem na mestno kolo in se odpelješ v mesto. Se pravi, ali z avtom, da prideš do tam, ali pa busom, ali pa z vlakom. Tudi z vlakom že. No. Imamo že tudi neka nova postajališča, eno, no.
tudi na Park and Ridu in seveda tudi ta menjava, bi lahko rekel, prometnega sredstva zelo obnese. Koga je pa težje prepričati, se pravi potnike, ljudi, ki uporabljajo avtobus ali pa vlak, ali ljudi, ki uporabljajo avto, da so šli na bicikl? V bistvu so tisti, ki uporabljajo vlak in avtobus, seveda bolj pripravljeni nekako povezati se, iskati različne možnosti mobilnosti, kot temu rečemo, medtem ko pa lastniki avtomobilov, ki jih imajo tudi več, seveda na razpolago, pa še vedno iščejo vse možnosti, tudi, da upravijo tudi kratke poti z avtomobili, ker to je neka obsesija, to je neka čudna strast, bi lahko rekel, Avto. Ja, prikazovanja se v avtomobilu, ki je nekako se izpela s časom. Je že malo mimo, zdaj bi mogel biti modern, da imaš kolo. Ja, ker je, vodec s kolesom je cool, to je ta nova skupnost, ki nastaja, ki se poraja počasi, je čisto nova. Mi imamo tudi svoj sleng, imamo svoj način obnašanja, svojo vrsto solidarnosti, bi lahko rekel. Pa držimo skupaj, se nas vendar vsi preganjajo. Preganjajo nas pešci, če jih ogrožamo, preganjajo avtomobilisti, da jih tudi preganjajo, ker morajo na nas paziti. To zapravo mi smo še zmeraj usovražena skupina, ena skupnost, ki se seveda krepi, tudi medgeneracijsko, ki počasi raste, se razvija, ampak še zmeraj smo nekako, moram reči, moteči element. Kar je seveda v nasprotju z trendi sodobnimi v naprednih državah in naprednih družbah, kjer je pa kolo glavno prometno sredstvo, ker pač prinaša tiste mnogotere koristi. Se pravi, kaj se je zgodilo z biciklom med korono? Je bilo povečana uporaba koles? Ne, med korono je bila povečana prodaja koles. Prodaja, okej. V bistvu se je takrat prodali 40% koles, več kot običajno v zelo kratkem času, ker so ljudje hoteli ven iz mesta, medtem ko bicikl je za vožnjo po mestu in po mestnem središču, tako da če se ne motim, takrat celo malo padla iz posoje koles. Ampak kakorkoli se je pa zato kolesarstvo razcvetelo, ker so ljudje ponovno končno odkrili, da je Ljubljana ni samo mesto središče in mesto, da ima seveda dostopno in naravno okolje, ki seveda s kolesi lahko prekolesarimo v parih urah, pravzaprav. In to na vse načine, lahko vozimo po ravnini, lahko vozimo po gričih, lahko vozimo po različnih poligonih, gorskih koles in tako naprej. Takrat so pa odkrili, da je infrastruktura v Ljubljani kolesarska še kar razvita, saj v smislu raznolikosti. Torej, zdaj ste rekli, da je še kar razvita, kje pa se še more razviti? Ne. Namreč kolesarska infrastruktura ni nikoli dovolj razlika. Ni nikoli pravšnja. Mi moramo najprej popravljati za nazaj, recimo, kolesarske steze in kolesarske pasove za nazaj, ker so bili prevozki, ker so bili pač, kako bi rekel, urejeni po drugih standardih, ko pravzaprav nobenega ni bilo več na kolesa, ker Ljubljana je bila nekdaj kolesarsko mesto in potem je postalo mesto na mopedu in potem z mopeda takoj na avtomobile. In zdaj moramo v bistvu obujati to tradicijo in tudi obujati nove navade, usvajati tudi nove navade in najbolj primerno sredstvo je, da boljšamo infrastrukturo, kar pomeni, da omogočamo varno vožnjo, tekočo vožnjo, udobno vožnjo, prepoznavno, da se povezano med sabo in tako in moramo najprej popraviti za nazaj. Drugo je pa, da moramo graditi seveda nove kolesarske steze, mi moramo seveda malo avtomobilov začeti jemati, tega življenjskega prostora, ker jih je pač v Ljubljani preveč in smo jim veliko vzeli pravzaprav, saj smo jim vzeli praktično celo mestno središče in tudi staro Ljubljano. Mi smo to prostor reokupirali, bi lahko rekel, popolne prevlade avtomobilov. Danes si to težko predstavljava, ko le sediva, ni nobenega avta okoli. Ampak jaz se spomnim, še parkrat tudi jaz, tlele je stal županov avto. Aha, tudi to, ja. Nam povedal, od kjerega župana, njegov BMW srebrni je tle stal pred hišo. No, kakorkoli že. Največji prostor, ki smo ga odprli za kolesarjenje, je tako imenovani skupni prometni prostor v Ljubljani in tukaj smo tudi evropski prvaki. Mi smo ta prostor uvedli z veliko tveganja. To je tisti prostor, ki
ki se ga delijo predvsem pešci in kolesarji. Te dve skupnosti, bi rekel, prometne, ne, lahko sobivata, ne, ampak morata druga paziti. Ne. Je treba se spoštovati, je treba ves čas gledati na okolje in iskati primerno hitrost, ne, primerne točke srečanja in tako naprej in se v bistvu usklajevati ves čas. Ne. In zato smo mi pravzaprav vse te površine, ne, ki smo jih odprli na novo, tudi mostove, ki smo jih zgradili, kar 10 mostov, ne, smo zgradili, smo povezali javni prostor med seboj, proglasili za skupni prometni prostor, tako je shared space. Ne. In to je neka nova kultura, ki nastaja, ne. Kultura spoštovanja, ne. Kultura spoštovanja predvsem tistega, ki je bolj ranljiv, ne, ki je manj gibljiv in tako naprej in to počasi nastaja. Seveda je pa to gibanje po prostoru, kjer ni prometnih predpisov, ne, oziroma veljajo sicer, ampak ni prometnih oznak, ne. Okay. Ni signalizacije te, ki bi te opozarjali, ampak se treba pravzaprav dogovarjati ves čas. Ne. Povejte mi, imate slučajno kakšne načrte sabo, da pokažete, kje se bo še kaj spremenilo, kaj bo še drugače? Ja, zdaj nekaj seveda jih imam, ne. Sem jih pač prinesel. Super. Drugače so preveliki in sem si jih dal pomanjšati. Okay. Ampak ključno je, da pravzaprav nadaljujemo. Ne. Da se sam Treba nadaljevati, ne. Treba se zavedati, da pač prostora za kolesarja bo vedno manj, ne, ker bo vedno več kolesarjev. Ne. Mi smo trenutni po nekih ocenah, ki jih delamo iz števcev, ne, zmeritev števcev, ker predvsem v obdobju covida je bilo logično, da ni bilo smiselno meriti, ne, potovanj po mestu, ker so se v glavnem, ali jih ni bilo, ali se upravljala z avtomobili, ne, ker avto te brani pred virusi in tako naprej. In smo nekako zračunali, da smo približno zdaj že na 16%. To je velik procent. To se pravi, 16% vseh voženj v mestu se zgodi, ne, s kolesom. Ne. To se pravi, bodisi da gre za sposojena kolesa, predvsem pa za nas, ki še bolj kolesamo, še bolj intenzivno, pač je ta sistem ne bo nikoli dovolj razvit. Ne. Kakšen je pa procent pri, ne vem, najbolj kolesarskih nacijah, zdaj v moji glavi so to Nizozemci, Danci? Ja, mi bi želeli priti vsaj do 30%. Vsaj do 30%? Ja, drugi imajo pa, so pa že čez pol, ne. Čez pol že? Aha. Ja, tako, recimo Utrecht, ne, ampak to so že svetovni prvaki. In to je že ena druga zgodovina odzad, ker vi morate računati, da kot uvajamo, ne, sistem bicikl samo 10 let, ne, pa mi uvajamo prometno reformo, to se pravi spreminjamo prometne navade v mestu, ne, pa komaj 15 let. Ne. A veste, Kopenhagen je rabil za ta isti čas 54 let, recimo. Ne. Seveda so zato lahko pred nami, ampak vendar to delamo mi hitro in ker se nam zdi, da pač jih moramo dohiteti. Ja, ker pomeni, zdaj treba malo hitrejš biti. In zdaj se je pokazalo, da pravzaprav ljubljanska skupnost je pripravljena spreminjati navade. Ne. To nas je zelo presenetilo. Recimo Slovenska cesta je pa skupni prometni prostor tudi še za avtobuse. Ne. Pa da smo naredili tako delitev prostora, kjer se daje pogovarjati tudi recimo pešci z vozniki avtobusov. Ne. Tukaj smo pa svetovni prvaki, po mojem. Ja, in tudi imamo velik ugled v svetu zaradi tega. No. Kar pomeni, da je ljubljanska skupnost vsem pripravljena na neke novotarije, na novosti in jih seveda tudi preizkušati. No. Ne, to je karta pač bicikla sistema, ki kaže, da je v bistvu razporejen po celem mestu enakovredno, tam, kjer je na razpolago infrastruktura. Ne. Recimo na Dolenjski cesti, ne, sicer so že postaje, ampak jih je premalo, ker nameravamo predvsem ob Dolenjski cesti, ne, še omogočati kolesarske steze ob vpadnici, ne, s tem, da imamo pa ob Dolenjski železnici, tako se imenuje ta cesta, že speljano neko alternativno kolesarsko, to je že pot, ne, bi rekel, ki se bo navezala potem na regionalno omrežje in se da priti že do občine Škofljice najprej in potem tudi do Grosuplja.
Ampak to še ni, ne? Ampak je možno, ne? Smo jo povezali. Jaz se vozim tukaj. Do Škofeljce grem sedaj, manjka čist manjka. Ena brv manjka v resnici. Ena brv manjka. Vem, kjer mostiček. Ja. Ampak hočem reči, da ta sistem je skoraj popoln. Ne? Dej, ta je druga karta, ta se mi zdi verjetno tudi zanimiva mogoče. No? To je pa načrt podrobnih ukrepov za ureditev kolesarskega prometa v okviru celostnih trajnostnih naložb. Za takrat smo jih naredili, ampak trajnostne naložbe smo potem investirali v prenovo kolesarskih stez ob Dunajski cesti in ob Tržaški cesti, ob Opadnicah, tam, kjer prihaja največ kolesarjev v Ljubljano. Medtem ko nam ostane predvsem najpomembnejša naloga, to je že speljane kolesarske steze, povezati med sabo v povezano omrežje. Danes vi naletite takoj na čak konc in potem moramo se posluževati pločnikov in potem seveda nergajo pešci na nas, da se vozimo pač po pločnikih, ampak smo prisiljeni, ko lovimo ravnovesje, ravnotežje, kolesno se je treba biti malo spreten tudi, lovimo tudi neko razmerje do avtomobilov in do pravzaprav hitrosti, ki presegajo 30 km/h in potem se nekako poskušamo zavarovati s tem, da zapeljemo tudi na pločnikih. In po predpisih je to dovoljeno pri nas. Tam, ker ni kolesarske steze, je seveda dovoljena vožnja s kolesom pri hitrosti 3 km/h. Zdaj pa to nekateri. To se da, to sožitje med pešci in kolesarji se da spostaviti. Ampak to je v glavnem ta karta povezav, teh je veliko. To so take povezave, ki manjkajo. To še manjka in to se pripravljamo, da bi pred tem svetovnim kolesarskim kongresom naslednje leto, saj večina teh povezav sklenili med sabo, da bi tvorili neko tako omrežje, po katerem se lahko gibljamo, ne da bi morali za to vedeti, kje so te skrivnosti. To je ta zanimiva karta, mogoče je drugo merilo seveda, to je pa merilo srednje slovenske regije. Tukaj so označene te različne kolesarske povezave, kot vidite, kar tako čez občine. To je državno omrežje, oni planirajo tako, kako bi rekel, veliko potezno, v velikih merilih, to v bistvu ne vemo čisto, kako se bodo speljale, ker vidimo, da ene grejo kar dvakrat čez isto občino. Tako naprej, nič hudega, čez tak košček, ampak to so te velike, tem naše so najbolj drobne, te plave, modro, to je regionalno omrežje. In ta naloga nas čaka, kako povezati naselje okoli Ljubljane in občine ljubljanske med sabo, v en tak sozvočen sistem, v neko omrežje, kot rečeno, varnih, med seboj povezanih, udobnih, lepo tekočih, kolesarskih stez. To nas čaka, nekaj imamo že nastavljen, mi začeli zdaj z občinami Kamnik, Domžale, Trzin in tako Ljubljana, tukaj, to je neko somestje pravzaprav že nastalo, tukaj začeli, potem naslednja sem že omenil, Škofeljca, Grosuplje in potem seveda nadaljevali še proti Vrhniki in v drugih občinah, proti Pohorju, Gradcu. Najtežje bo vzpostaviti povezavo s Kranjem preko Medvod, tudi ta načrt je že nastavljen, mi delamo, ker same seveda težko je pridobivati pa na zemljišča, nadajo, kmetje nadajo poljskih poti v souporabo in tako naprej. Skratka, treba še veliko časa, mi smo to že malo nastavili, ampak seveda začeli bomo najboljše, smo tudi domenili že, tako z župani, recimo Žirovnica, pa tako, pa potem z medvoškim županom smo domenili, da bi, vsi začenjajo, tako, ko smo v Ljubljani začeli, malo se začenjajo in potem bomo se skušali ujeti, med sabo povedati.